in bodo reševali tehnično nesrečo. Potem pa seveda zelo pomemben segment gasilskega dela, tako tudi pri izobraževanju, je seveda nesreča z nevarnimi snovmi. Bomo videli, kakšna nevarna snov bo danes izsledila. Na pravem mestu so vedno pripravljeni pomagati vsakemu v nesreči. Se ne sprašujejo, katerega Boga kdo moli, katere politične pripadnosti je, tudi meje samih sebe. In ko ste se naučili veliko novega, želim vam na vaši nadaljnji poti veliko uspeha, želim vam seveda čim manj intervencij. 31. generacija slovenskih poklicnih gasilcev je pripravljena za izvedbo prikazne vaje. Prosim za dovoljenje za pričetek. Imate dovoljenje za izvedbo prikazne vaje? Razumem. Za izvedbo prikazne vaje. Jure, hvala lepa za besedo. Vsem skupaj lep pozdrav še z moje strani. Prva vaja. Požar se hitro širi kot višja nadstropja proti mansardnim postrehju. In s kakšnimi vozili, Matjaž, bodo danes prišli na tole dogajanje? Vodja intervencije se glede na sam dogodek odločil, da bo na kaj odšel iz 2 gasilskima voziloma s cisterno. Roman Cesti, Visoka, oblika reduzka enota vedenje. Visoki je temperaturo dima, oblika reduzka enota Krško. Ogajer, oblika reduzka. V vsaki intervenciji, ne glede na to, da tu se ustvarja živali, premoženja in tudi okolja. Torej gasilca vstopa do prostor zima, katera je in pravljena. Ki so segreti na visoko temperaturo in onemogočajo pa gasilska skupina napredovati do sodišča, da vemo kakšno sodišče, da vemo ali v objektu. Izvaja neko stabilizacijo betonskih klader, kar pomeni, da je sledeča nevarnost, ki je, bom rekel, kar velika. Tukaj smo videli, da so gasilci uporabili, če dobro pogledamo, s 3 konci stikanja, se pravi 3 dele stikalne lestve, en del pa seveda tisti manjši imajo za podrževanje samega bremena z tistimi klosnimi lesenimi deli. To stikalno lestve bodo uporabili, zakaj pravzaprav, ko vidimo, da je pripravljeno na kašno, bi rekel, na prvi pogled pod čudnim kotom. In prav je, da imamo tudi en velik aplavz in gremo v državi, da se kaj točno. Tehnični poseg je seveda tisti, za katerega bo potrebovano kar precej tehnične opreme, za katero morajo biti znati upravljati eno torej povezovanje in temu rečemo reševanje enote,
Gasilsko-reševalne službe Fraport Slovenija. Petrov je najbrž danes zadnjič v taki sestavi skupaj na tak, znajo se sestaviti, znajo narediti formacijo, tokrat pri tej intervenciji v velikosti gasilskega voda, in znajo narediti tisto, kar je pomembno, kar je varno in kar je prav. Ustrezno opremo intervencijsko ekipo, ki dela v tako imenovani rdeči coni, že ustrezno zaščitno opremo. To opremo, ki jo vidimo, nudi, se pravi, ta oprema nudi tako imenovano kapelirsko zaščito operativnega kadra, to sta začekla cev in s tem preprečila izsekanje enkrat, dvakrat na mesec, kot smo morda nekateri na črpalkah, pa seveda nima zaradi tega takšne opreme ali pa zaščite zadihala. V resnici je gorivo in pa snov, iz katerega imamo danes pravkar, izjemno nevarna. Res je, da ne pride do takošne eksplozije, ampak da potrebuje ustrezno temperaturo. Ko pride do tega, ima izredno močno gorivno vrednost in pride do visoke temperature in hitrega širjenja požara. Tako da je potrebno pri takšni količini goriva dejansko delati zelo previdno in pa zelo varno. In te naši fantje so vse skupaj delali zelo varno, zato jim lahko damo en velik aplavz. Bravo, fantje! Oni niso direktno upleteni v samo delo samih fantov, ampak jim skušajo samo dodatno pomagati in pa se v določenih primerih tudi odločati v njih. Rekel sem že, da so fantje usposobljeni ne samo za posamezno delo, ampak tudi v sistem stabilizacije. Pa recimo naslednja naloga, da izvedejo samo odprtino za vstop ali pa za izstop ponesrečenca in tako naprej. Povemo tudi na tej točki, kateri so kandidati, ki so danes že postali poklicni gasilci in sodelujo na tej točki so Boris Bezamovski, 107. letalska baza Slovenske vojske. Smo tako stabilizirali, pa seveda stabilizacijo samega osebnega vozila, ne si bodi čim vozili, tako voznikovega, sovoznikovega, pri ugasenem vozilu sprožijo zračne vreče. Nikoli, se pravi tudi gasilci, ne smejo biti med samim 10 ponesrečencev, 2 vozili, v vsakem vozilu 5 potnikov. To so intervencije, ki gre v prvi fazi za prometno nesrečo, ampak ko pridemo na kraj, je lahko situacija popolnoma drugačna. In predstavljajte si isto število gasilcev za enega ponesrečenca, daj delati ustrezno odprtino za iznos ponesrečenca, katera odprtina je večja, pa ne si bodi, da damo samo vrata, stran, sprednja ali zadnja. Večja razlika, ki se lahko zgodi, gre na škodo udeležencev v prometu, namreč pri novejših vozilih je definitivno, da lahko pričakujemo manjše poškodbe. Pri starejših vozilih so poškodbe. Obračanje telesa, nalaganje na nosila z izvačenjem in ustrezno število gasilcev lahko naredi to varno, pravočasno in predvsem za ponesrečenca dobro. To se je ravnokar zgodilo, zato potrebujemo velik aplavz. S tem smo zaključili tudi zadnjo vajo čestitke 31. generacije. Bravo, fantje. Skrbijo tako, da so in tu, pa predvsem vsežalni stvari. Ne se da to enota, ta vaš zanos
moram reči, da za mene ste zelo, zelo napredovali in spoštujem to in vam čestitam. Tako ne vam rečem, spoštujem vas, samo to.